Dan z moje strani. Tako je že bilo omenjeno, danes bomo probali pokazati, kako spolirati karoserijo avta. Zdaj, predpogoj za to, da imamo vse približno tako karoserijo, kot jo zdaj vidimo tule, je to, da pripravimo karoserijo. Še čakam ali? Aha, ok. Zdaj, zato, kaj je bilo uporabljeno, da smo prišli do tega, kar vidite trenutno na mizi, je tule, se pravi osnovna maketa od drevela. Potem najbolj pomemben, kar je, da podlago same makete pripravimo, zato je bil uporabljen tale Amotov primer v beli barvi. Zdaj obstajajo tudi v različni barvi, podlago je treba malo zbirati, glede na to, kakšna barva bo povrh prišla. Zdaj, če imamo neke svetle, žive barve, pol je fajn uporabiti belo. Če imamo kaj temnejšega, obstaja tudi črn primer za kakšne specialne metalik efekte. Se uporablja črn v spodaj, pa se da zelo na tank sloj barve pol gor. Zdaj, po primerju je cela maketa bila pobrušena z takimi brusilnimi gobicami. To je približno granulacije 800. To je res, da odpremo malo primer, da zagotovimo, da se bo barva primla. Priporočljivo je pa uporabljati gobice. Gobice zato, da imamo vseeno malo podlage med maketo pa med našim rokim. Zdaj, če uporabljamo sam brusen papir, zelo hitro lahko kaj prebrusimo. Pol naprej je bila uporabljena vodna barva od Ama, se pravi, ta je bila polished metal, to je to, kar vidite tule. 2 sloja, približno počakamo, da se to vse v redu posuši. Povrh tega je pa vedno uporabljen, vse v mojem primeru, dvokomponentni lak za avtomobile. To je nekako najlažje, pa tudi zagotavlja najboljš sijajno. Zdaj, nekateri pravijo, da jih je strah te dve komponente mešati, ker bi ne bilo občutljiv. Zdaj, to je zelo tako, dosti dopušča ta lak. Ni treba zdaj točno na grame ali pa nekega mešati. Približno 2:1 se zmeša, pobarva. Zdaj, preden lahko pa poliramo, je pa res fajn, če pol lak odstoji kak teden, da se res posuši, da dobi tisto trdoto, ker če bomo šli mehek lak polirati, bomo naredili več škode, kakor pa koristi. Zdaj, danes, kar se bomo lotili, je, tako smo rekli, poliranja. Jaz sam poliram v 4 stopnjah v bistvu. Začne se s takimi polirnimi gobicami. Te so granulacije od 3000 do 8000. Zdaj, kljub temu, da je to res zelo fino, tudi če boste potipali, je treba biti malo pazljiv. No, to je še vedno, je to brusni papir, še zmerom se lahko prebrusi lak, kar pa pol, ko bomo šli naprej na strojno poliranje z polirpasto, lahko tudi privede do tega, da bomo še barvo dal nesli. No. Zadnji korak je strojno poliranje. Zdaj, zato jaz uporabljam tisto 3M-ovo pasto, to je v bistvu čisto normalen avtoreparaturni ali pa avtokozmetični program, kar se ga da dobiti. Zakaj strojno? V bistvu samo zato, da nam olajša delo. Čisto normalno se lahko tudi polira čisto ročno z uporabo kakšne mikrokrpice. Na koncu, ker boste videli, bo ostal še tak rahel fin sloj polirne paste gor, se samo še obriše z eno tako krpo, ko ima malo delša vlakna, zato da pobere tudi iz panelov ven vse te stvari. Zdaj, zakaj poliramo? Tako, če pogledate maketo, v bistvu že v osnovi je zelo priporočljiv, da dobimo vsej tak rahlo pomarančast finiš. Če bomo imeli preveliko pomarančo, tudi z zelo hudim poliranjem ne bomo dosegli takega efekta, kot ga želimo. Poliramo v bistvu vse jaz v mojem primeru ne toliko zato, da bi se znebil pomaranče, kakor zato, da ne vem, kako je tule gor, kakšne manjše smeti odpravimo, ki se v laku naberejo, pa ja, malo tudi zato, da pomarančo odstranimo, pa kakor boste videli po poliranju, barva vseeno dobi malo na globini, ko jo spoliramo. Jaz bom zdaj kar začel, to, ko smo rekli, prvo z gobicami, z gobico grobosti 3000, pa bomo šli pa naprej. Zdaj, edino, kar je, ni priporočljiv oziroma zelo težk, je iz takih zelo tankih rež ali pa zelo ozkih rež pol spolirati stvari ven. Zato jaz sicer ne delam s tem, nekateri si pomagajo s tem, da take stvari maskirajo, se pravi, da ne pridejo sploh z gobico do tja. Zdaj, najlažje je pa, da se samo malo izognemo temu, pa pač brusimo kak 1-2 mm od teh robov proč. Zdaj,
prva stopnja, ta 3000, bo nekako naredila največjo škodo na barvi oziroma na laku, bomo rekli zdaj škodo. Boste videli zdaj, samo še to mogoče, tule v spodje je samo karoserija noter, mislim šasija v karoserijo dana, ker če ne je to zelo mehko vse skupaj in je pa to težje polirati. Za poliranje je treba kar nekaj sile uporabiti, zato je fajn, če date noter šasijo, da se kaj ne polomi ali pa da je vse skupaj malo bolj trdno. Zdaj te večje površine smo lahko v bistvu kar grobi, pa jih lahko kar zelo pobrusimo s 3000. Cilj tega je, da dobimo potem, ko bomo z 3000 papirjem končali, čist mat površino, pa čim bolj gladko. Pol naprej bomo začeli z 6000 papirjem oziroma gobico brusiti, bo že dobivali tako malo nazaj na sijaju. Za zaključek 8000 bo pa maketa oziroma lak na maketi postal spet malo bolj polmat, na konc pa še pol ta poliranje, strojno poliranje bo pa povrnil ta prvotni lak. Zdaj, tako kot sem rekel, pri takih stvarih, kot je recimo ta prak ali pa to, kjer so dvigeni pa zelo ostri robovi, tam je treba biti zelo pazljiv. Zdaj, če bi tule, ne vem, zelo face brusel, bi zelo hit prišel spet do barve same in pol, ko bi šli naprej strojno polirati, prvič niti ne bi dosegli več nazaj sijaja, drugič bi pa lahko vse skupaj dol potegnili. Mogoče samo to, zdaj, kot vidite, je pač maketa v osnovni barvi karoserije, vsi ostali dodatki, kot so, ne vem, tule pol za videti, recimo črni pragovi, te črne letvice znotraj odbijačev, to se barva pol naknadno. Te barve, kjer se uporabljajo, jaz rečem temu efekt barve, ki so mat, ponavadi na vodni osnovi od ama, so zelo občutljive na poliranje. Zato je priporočljivo, da se to prvo avto spolira, pač čist do končne podobe, na koncu pa pol maskira po že polirani površini. Ko? Ok, sorry. Da se pol na konc barva po že polirani površini, tudi lažje se maskira, pa ne bo, ko bomo maskirali, ni bojazni, da bi pol trak je dol potegnil. Zdaj, nekateri tudi ta korak brušenja uporabljajo z vodo, jaz se temu sicer izogibam. Če uporabljamo te gobice brez vode, je vseeno malenkost manj agresivno to brušenje. Če damo vodo čez, je pa to res agresivna stvar. Kot drugo je pa tudi takoj, ko damo neko tekočino zraven, ne vidimo točno, kje začne površina postajati mat. Zdaj, če tukaj pogledamo, so ta vrata že dokaj mat. Mali bom še pobrusil, zato da se res še znebimo malenkosti tiste pomaranče. Vsekakor je pa tako, jaz pri svojih maketih vseeno rad pustim malo pomaranče, ker tudi če pogledate prave avtomobile, nobeden ni čist perfekten, lak ni čist gladek, tako da jaz vedno malo pustim, da dodamo malo na realnosti. Zdaj, tako, ko so kakšni takili robovi od odbijača ali pa tega jaz niti ne brusim. Prvič so to tako majhne površine, da tudi neke globoke pomaranče na njih ne more biti. Kot drugo jih je pa pol zelo težko spolirati. En način je sicer, da bi jih poliral z bombažnimi palčkami, po domač palčkam za ušesa, ampak tudi tiste lahko pustijo praske, tako da jih ne bomo mogli več ven spraviti. Tako da jaz to rajš pustim. Zdaj rečemo tule na vratih, ne vem, koliko se vidi na kameri, je na smet. Take stvari so v bistvu primarni razlog, zakaj jaz poliram, da bomo probali to smet čim bolj zbrusiti, se pravi površino čim bolj zgladiti. Zdaj vedno je pa tako, vse jaz tako delam, jaz delam to postopoma, se pravi. Prvič grem skozi z vsemi 4 koraki, če še kje ostane kak mesto, da ni dovolj spolirano, grem še enkrat skozi. Lažje je to večkrat pomalo dodajati, kot pa da bi zdaj vse naenkrat naredil, pa bi pa kje ugotovil, da je
preveč oziroma ja, da bi že prebrusili stvar. Ok, tule je ena taka malo večja smet. Zdaj nekateri učijo, da je treba polirati oziroma brusiti vedno v eno stran in ne krožno. Jaz nekako sem probal oboje, ni neke razlike, mogoče celo lažje, če delamo krožne gibe, da so te praske, ki jih v bistvu naredimo manj enakomerne, da jih tudi lažje s poliranjem malo zakrijemo nazaj. Okay. Vmes med temi koraki jaz obrišem maketo z eno mikrokrpo, zato da je ta prah, ki smo ga zdaj dvignali, oziroma ta odvečni lak, ki smo ga odbrusili proč, da ga odstranimo pred naslednjim korakom, da nam ne bo še ta več prask povzročil. Hkrati pa tudi vidimo, kje smo dosti pobrusili, kje še moramo kaj popraviti. Tule sem videl, da je še bilo malo neravno, tako da bomo še malo popravili. Okay. Zdaj, če primerjamo rezultat od prej, se pravi, ko je že bila maketa praktično kar precej svetleča, pa do zdaj vidimo, da je površina zelo mat. To je tudi bil cilj tega, da te jamice oziroma neravnine, ki so odstranimo. Zdaj v naslednjem koraku bomo uporabili gobico grobosti 6000, ta je tako na vtip zelo fina. Po tej bomo nekaj malega na našem sijaju dobili nazaj, še več pa pol v koraku z 8000. Zdaj, zakaj moramo to postopoma delati? Te gobice so tako narejene, da 3000 gobica pusti, bomo rekli, razmeroma velike praske, da te praske odstranimo, uporabimo gobico 6000. Se pravi, da še pa praske iz gobice 6000 odstranimo, uporabimo še 8000, pa na konče pa z polirno pasto. Več o tem bom pa razložil o polirni pasti, pa o gobicah, ki so uporabljene, pa tako naprej. Kje se pa kupijo te gobice? Zdaj, te gobice, konkretno tole je od 3M, to prodaja Spekter, Žalec, imajo tudi spletno trgovino, se da tudi naročiti te stvari. Obstajajo tudi od Amota bolj specializirane stvari za makete, palčke oziroma gobice, zato jaz nekako uporabljam te že zelo dolg časa, v bistvu so nekako najboljše. Tudi zelo majhna je obraba tega, to je v bistvu eno tako gobico, lahko ima takovite je odrezano, tu zdaj jaz je danes nismo odrezal, pa je lahko uporabite, ne vem, jaz imam to za 3-4 makete eno tako gobico. Tako da tudi strošek tega ni ne vem kako velik. Ena je pa približno nekaj 2 evra taka gobica. Okay. Zdaj spet, ko končamo, obrišemo na hiter, da vidimo, kaj smo naredili, kak je rezultat tega. Tako, kot sem rekel, primarni cilj je, da odpravimo smeti iz laka. Zdaj vidimo, da je ta, ki je bila tule gor na sprednji havbi kar velika, v bistvu je skoraj ni več.
Mogoče bo pa, ko bomo do konca spolirali, še treba enkrat, da jo res odstranimo. Zdaj smeti se načeloma ne da izogniti, no lahko teh komorih, ki so za barvati, sicer je dosti manjša prisotnost smeti, ampak da jih pa čisto odstranimo, pa ne gre. Je pa fajn, če pred lakiranjem uporabite takle antistatični čopič. Prvo je, da gre prah dol iz makete, drugo je pa, da jo razelektrimo, ker ko mi brusimo ali pa ko barvamo nekaj rahlo, naelektrimo površino in statika pol v bistvu še vleče ta prah na lak in pol nam to pade v lak in je težko odstraniti. Večinoma sicer gre takle z poliranjem, kakšne res velike smeti ali pa smeti, ki so pa v sami barvi not, je pa pol praktično nemogoče odstraniti. Okay. Zdaj bom še nadaljeval. Zdaj vidite, da je že površina po 6000 zgleda zelo gladka, ampak precej mat. Zdaj, ko bomo šli skozi 8000, bo dobila malo nazaj na sijaju. Ves tisti glavni sijaj bomo pa pol dobili z pasto pa z strojem nazaj. Zdaj je tako, jaz kadarkoli so nalepke na karoseriji, jaz prvo polakiram avto oziroma karoserijo, pol se pobrusi z 2000 granulacijo tako gobico, se nanesejo gor nalepke na njo, pol pa lak čez nalepke. Zdaj, če bi... Lak, nalepke pa... Tako, lak, pol pa poliraš na koncu. Zdaj tale konkretno nima nobenih nalepk gor, tako da jih ni bilo treba nanašati. Drugače pa je, tako smo rekli, lak, pobrusiš, tam je pa res treba paziti, če želiš še enkrat lakirati po laku, da lak res dobro matiraš. Če bojo kakšni svetleči deli še na laku ostali, se zna zgodi, da se bo čez čas, ko boš drugič polakiral lak, na tistem mestu odlušil dol. In zato je res, tam je treba ful biti pozoren, si veliko časa vzeti, da res matiraš vse kotičke noter, pa pol še enkrat polakiraš. Zdaj večina dikalov, ki so zraven, so taki, da so odporni tudi na te 2K lake. Fajn je, če kaj malo na kakem majhnem kotu prvo probaš, da vidiš, kaj se zgodi. Ampak jaz zdaj v 15 letih, kar delam, še v bistvu nisem doživel, da bi kjer lak razžrl kako nalepko. Znali bi se pa zgoditi, to je pa res, zakaj jaz tako delam. Znali bi se zgoditi, da če bi direkt na to osnovno barvo, se pravi na to sivo, šel nanašati nalepke pa pol lakirati, res tisti bi se pa znali zgoditi, da bi kako nalepko razžrl. Ker vedno se lak s to barvo še malo poveže, malo razžre površino, če pa delaš lak na lak, tisti pa pol te nima kaj biti strah, pa lahko normalno lakiraš, pa pol tudi poliraš čez. Edin, kar je treba paziti, če imaš kako kromirano nalepko, to vem, da tudi obstaja, tistih pa ne smeš pod lak devati. Kromirane nalepke so take, da tudi svoj krom, če ga boš polakiral, bo rado srebrn oziroma tako malo mat. Tako da, če hočeš ohraniti krom efekt, daš nalepko na konc gor. Okay. Spet obrišemo, da ne pustimo kakega praha gor, da bi pa to zapolirali v bistvu. Zdaj bomo šli pa na strojno poliranje. Jaz sem to pasto sicer prelil tako majhno steklenič flaško, ker je lažje odozirati. Vsake velike, to je namenjen za prave avtomobile v naravni velikosti, je treba več paste dati gor, ker pa na to. Zdaj delamo pa to postopoma. Ta pasta, če se zasuši gor, se pravi, se v bistvu spremeni v prah in povzroča več risov. Tako da jaz delam tako, da rečemo, začnem na havbi, dokončaš havbo, pa greš naprej na ostale dele avta. Ne namažeš celega avta prvo s pasto, pa pol poliraš, ampak postopoma. Pa tudi, tako bo zdaj verjetno videti, pasto večkrat dodajaš. Glavnim paziti moraš, da je gobica vlažna, da se ne suši, pa lahko
ker s tem, ko dodajaš pasto, se tudi hladi površina, ki jo s tem kar precej greješ, ko poliramo. Zdaj jaz najlažje, kako jaz naredim, je to, da par kapljic te paste dodaš na površino, ki jo hočeš polirati. Zdaj pa čist prvi korak, ko vzamemo ta strojček v roke, je to, da to pasto razporedimo po površini. Se pravi, kar z ugasenim strojčkom na hiter malo razmažemo pasto po celi površini, ki jo bomo polirali. Zdaj pa ne vem, ta strojček je pač tak, pa večina jih je, da imajo različne hitrosti. Začnemo na najnižji hitrosti. Se pravi, spet prvo, zdaj ko smo razporedili pasto, jo bomo še dodatno razporedili s to rotacijo stroja, pa z gobico. To naredimo tako na hiter, tako da res enakomerno razporedimo. Pa zdaj čisto odvisno od stroja, pa tudi malo od občutka, gremo na neko srednjo hitrost, tudi odvisno je, kak efekt želimo doseči. Zdaj jaz uporabljam, te gobice obstajajo različnih trdot, so mehkejša, srednja pa najtrša, jaz uporabljam srednjo, pa tudi paste so različnih granulacij. Ta pasta je, tako bi rekel, v bistvu vse v enem in je odvisno od tega, kako gobico uporabimo, kak efekt dosežemo s to pasto. Če bomo uporabili zelo grobo oziroma zelo trdo gobico, lahko bi mogoče tudi kar strojem rise oziroma praske od brusne gobice 6000 ven spravili. Zdaj, če bi uporabili pa zelo fino, se pravi, da bi uporabili pa še eno stopnjo mehkejšo to gobico, bi pa v bistvu odpravljali samo holograme. Se pravi, hologrami so pa res taki mikrorisi, ki jih naredimo z poliranjem. Zdaj, ta kombinacija srednje gobice pa te paste je pa nekako, tako bi rekel jaz, idealna kombinacija za makete. Se pravi, ne pušča, sploh glede na to, da je ta gobica take trikotne oblike, ne pušča nekih hologramov, pa glih prav grobo je, da to je 8000 praske ven spravimo. Zdaj, ko takole strojno polirate, greste čez površino, ne vem, 2x, 3x v takih počasnih korakih, ne predolg stati na mestu, ker s tem, ko na mestu stojite, sam segrevate površino in ko prije več do določene točke, da se površina preveč segreje, se bo začel lak topiti. Če deformiramo lak, ga bomo trajno deformirali, se pravi, bomo mogli ali ponoviti cel postopek, iti še enkrat z vsemi temi brusnimi gobicami, če reš pa pol še enkrat s tem, ampak v večini primerov, če ga prebrusimo s takim strojčkom, ga ne bomo mogli več popraviti, ker ga v bistvu dobesedno zažgemo in bo pol matno. Zdaj, tule je treba biti malo pozoren, ko s strojčkom polirate, da res s to špico greste vse te najmanjše vdolbince noter, da popolirate, kolikor se da, pa tako smo prej naredili, nismo šli čez do tega roba, ker bi se za robom not še kar poznale praske, ampak probamo iti vseeno s to gobico v režo, zato da čim bolj spoliramo, kar se da. Zdaj, tule vidim, da ko končamo, obrišemo vmes, ker vedno ta pasta pusti tak film gor, da še ni čisto svetleče, obrišemo z gobo in pa pogledamo, kaj smo naredili. Zdaj vidimo, da je tule, ne vem, koliko se to vidi na kameri, ampak še vedno je par teh smeti v laku, tako da bomo ponovili postopek. Zdaj bom šel prvo čez celo, da vidimo neko sliko, sprav se lotimo sprednjih blatnikov. Koliko časa se recimo taka lokita lakira? Prosim? Koliko časa se recimo lakira, pač polira? Zdaj, spet čisto odvisno je tudi od tega, koliko je zahtevna karoserija. Zdaj, takle Porsche nima nekih ostrih linij, so vse take velike ravne površine, to smo dosti hiter ferdik, ne vem, to je, zdaj, če bi šli
cel postopek pa res detaljno, ne vem, 2 urce, 3. Tam, če boste pogledali moje ostale makete, ne vem kak Ferrari, modern, ki ima precej teh ostrih linij, tam je res treba biti pazljiv, da kaj ne prebrusimo, tam lahko traja tudi, ne vem, 5-6 ur, da to spoliramo, tako hočemo. Je pa spet čisto odvisno od tega, koliko pazljivi smo bili prej, pa smo površino dobro pripravili, se pravi, da tale primer je zelo tak, da se zelo dobro ravna, ne pušča nekih velikih hribčkov. Če bi imeli pod lakom že grobo površino, tudi za ful velik laka ne bi mogli tako lepo nivelirati te stvari in bi mogli bistveno več polirati, da bi prišli sploh do gladke površine, da bi pa lahko strojno začeli polirati pa gladiti to stvar. Tako da to je tudi odvisno od tega, koliko pazljivi smo prej. No. Ampak tako v povprečju jaz porabim tam 3 urce za maketo, da jo spoliram. Zdaj mogoče to, koliko fejs pritisniti na površino. Zdaj gledam to, da je ta strojček kar težek, neke dodatne sile, da bi še bolj pritiskal na samo površino, ni treba. Če bi preveč pritisnil, bi se znalo zgoditi, da bi se ta gobica preveč stisnala skupaj, znotraj te gobice je pa plastika, se pravi, če bi zdaj res tako pritisnil na to, bi se znalo zgoditi, da bi s to plastiko poškodoval površino. Tako da, če imamo tak strojček, sam s težo strojčka v bistvu delamo, ga pustimo, da gre po površini. Če bi pa na roke polirali, je pa v bistvu tudi tako, da neki preveč škode ne moramo narediti, tako da tam bi bilo treba pa kar fejst pritisniti na površino. No. Če bi pa na roke poliral, bi pa ta postopek bil po mojem vsej 3-krat daljši, kot s tem strojčkom. Tako da v bistvu to je sam pohitritev tega postopka, drugač končni efekt bi bil pa isti. Zdaj mogoče to, ne vem, koliko se opaz na kameri, ampak zdaj smo v panele spravili tudi polirno pasto noter. Zdaj, da to ven spravimo, ponavadi je dovolj že, da s tako krpo, ko ima dolge vlakna, obrišemo pa gre ven. Če pa bi res ne šlo, pa kak zobotrebc pa to malo po panelu potegnemo pa gre to ven. Je pa to lažje delati, če je treba zobotrebcem ven spravljati, je to lažje delati, ko se pasta povsem posuši, da v bistvu se spremeni v prah, lahko tudi s kako zobno ščetko, obstajajo take zobne ščetke, ki imajo tako, ko bi rekel, iglice na koncu, ki so namenjene za to, da grejo med zobe noter, lahko tudi s tistim spučemo, ne bomo nič poškodovali površine, konc koncev, lahko bi tudi dali to po tekočo vodo pa spravili. Zdaj, ta maketa oziroma ta lak, ja, prosim. Lahko tudi se ne spihal, Šlo bi, ampak še vsem bi pa verjetno kakem takem robu notke ostali. Te paneli je nemogoče jih dobiti, da bi bili čist gladki. To se pravi, če pogledamo res panel pod nekim povečevalom, bi videli, da je tako rahlo hrapal, zato ker se pač lak malo nabira na te panele in bi res, če bi spihal, bi verjetno večina šla ven, čisto vse pa ne. No.
Tako da, tako rečem, najlažje mogoče potopiti v vodo s kako zobno ščetko pucati, pa je to no. Ko se pač posuši pasta. Zdaj, to je bil nekako, jaz bi rekel temu prvi korak, zdaj smo dobili nazaj približno tako svetlečo površino, ko smo jo prej imeli, zdaj pa tako smo rekli, tule še zmerom opazite na smet, tako da bom zdaj ta postopek ponovil, da se probamo te smetke rešiti. Je pa res, da pol, ko gremo, ne vem, drugič čez, ni treba zdaj celega avta še enkrat polirati, ampak lahko samo točkovno, se pravi, ne vem, tukaj imamo smet, lahko tudi samo pol pokrova poliramo še enkrat. Brusimo pa res čim bolj točkovno samo na smetki, da res samo to smet odstranimo, da si ne povzročamo še dodatnega dela. Zdaj mogoče to, vse jaz osebno, takih stvari, ko so tle okoli motorja, pa šasije avta, podvozja, takih stvari jaz ne poliram. Zdaj tudi, če pogledate, tudi prav avto, če ga pogledate od spodaj, je barva ni tako svetleča. Jaz pustim namerno tako, zdaj pri takih avtih, ki so starejši, se pravi, kot je ta Porsche, so bila ponavadi tudi podvozja barvana v isto barvo, kakor karoserija. Zdaj pri novih, kjer je pa pač ponavadi ravno dno iz karbona, pa pač pobarvam mat črno, pa ne poliramo več tega. Zdaj sem to še enkrat odpravil, te dve smeti, da bomo še enkrat strojem polirali.
Zdaj, zakaj tale korak, da prvo gremo z nižjo hitrostjo? Zdaj, če bi jaz strojček dal na hitrost, s katero pol končno poliramo, bi vsa ta pasta pač letela po zraku. Zdaj, ta korak, da ga jo prvo z počasno hitrostjo pač razmažemo po površini, je samo zato, da se malo upije v gobico, da pol, ko damo na večjo hitrost, da ne leti to vse okoli. Lahko, če je v bistvu komu, da ni mar, da to leti okoli, lahko začnemo tudi kar s polno hitrostjo polirati. Ni zdaj to nek dodaten korak, ampak je samo zato, da preprečimo pač ta. Mogoče to, ko poliramo, zdaj ste videli, da sem šel enkrat vzdolž havbe, drugič pa se pravi poliramo v nekem cikcak oziroma kako bi rekel, v mreži. Se pravi, enkrat gremo po tej strani, čez celo havbo, pa ko končamo še pa po tej strani. Se pravi, da res pokrijemo vse delce, da kaj ne spustimo. Na koncu obrišemo celo stvar, da vidimo, kaj smo naredili. Po potrebi še popravimo. Zdaj vidim, da tule še ni čisto v redu spoliran. Zdaj te smeti so še vedno malo vidne. Zdaj, koliko globoko gremo, to je v bistvu čisto odvisno od nas. Zdaj te dve smeti sta očitno kar globoko noter. Lahko gremo tako daleč, da jih čisto ven zbrusimo. Jaz v tem primeru ne bom šel, že tako so zdaj bistveno manj vidne, ker so v bistvu niso več toliko špičaste, so bolj zaobljene. Čist enostavno je to, da ne prebrusimo. Vseeno pustimo rajši kako tako malo napakco, ki na koncu niti ne bo toliko vidna. Če pa ima kdo željo, jo lahko pa tudi do konca spoliramo ven, kaj tisti ni problem. Zdaj vidim, da tule še moramo malo po teh sprednjih blatnikih popraviti.
Okay. Zdaj, če pogledamo, tako kot sem rekel, jaz namerno vedno pustim malo tega pomaranča efekta, sploh pri takem avtu, ki je malo starejše izdelave, ko so bile v bistvu barve še v enem koraku, ne v dveh. Če pa kjer ne mara tega efekta, lahko še bolj spolira. Ampak mislim, da to malo doda na avtentičnosti, no, tako sem rekel, tudi pravi avti nikoli niso čist gladki, no. Zdaj, če kjer hoče, si lahko tudi ogleda razliko, se pravi, ta pokrov motorja je v bistvu nespoliran, karoserija je pa spoliran.